Torej, Kaspa, ja, ne bo vam všeč to, kar vam bom imel zapovedati. Lepo zdrav na kanalu Explicit, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. Tokrat bomo imeli posebni video o Kaspa. Izredno priljubljen kripto, vsak govori o njem, ampak ali so mu šteti dnevi? Sicer na kovancu to mislim bolj na rast. No, to bomo danes vsekakor poskušali ugotoviti. Čas je, da se potopimo v grafe. In smo na Kaspa tedenskem grafu. Zdaj, ta kripto je imel naravnost izjemno rast. Če pogledamo tukaj od začetka, vsaj na tej menjalnici, bom probal označiti, kolikor točno se da, in potegnemo do sedanje cene, vidimo, da imamo praktično 18.000-kratno rast. Iz tam nekje 0,0001 na okoli 17 centov, kar praktično neverjetno, no? Ampak, kar bo sledilo zdaj v tem videu, kar vam bom povedal naprej, vam po mojem ne bo ravno všeč. Zakaj? Pa dajmo pogledati. Kar bom naredil tukaj je, da bom najprej povezal vrhove. Tako, tukaj bom še malček popravil. In na to bom povezal še dna. Tako, spet bo treba tukaj malček popraviti. Ok. In kaj dobimo? Dobimo razširajoči, naraščajoči klin. To je medvedji vzorec. Ta vzorec pomeni, če se morda spomnite tutoriala, da medvedi hočejo prevzeti vajeti v svoje roke. Poleg tega se nam pa tukaj očitno dela še medvedja divergenca. Sicer to še ni ziher, da imamo tukaj vrh, lahko gremo še malček gor, vsaj do te meje, ali pa do meje 20 centov, to bi bila magična meja 20 centov, ki jo po mojem vsakdo gleda. No, bom vseeno označil to medvedjo divergenco, tukaj imamo vrh in tukaj še en vrh, ki je višji. Medtem ko pri RSI pa imamo vrh in nižji vrh. Zdaj bomo videli, kako se bo tole izteklo. Tukaj vidimo stokastik RSI še ne kaže nekih znakov križanja, še vedno kaže momentum navzgor in ni še prekupljen. Poleg tega pa smo imeli tudi skrito bikovsko divergenco. To je pa, ko imamo dno v gibanju cene, ni me ubogal, moram še enkrat izrisati, torej dno v gibanju cene in na to višje dno, medtem ko RSI pa ima tukaj dno in pa nižje dno ali pa vsaj dno na isti višini nekje. No, skrita bikovska divergenca ponavadi pomeni, da bomo nadaljevali rast in to se zdaj lepo izpeljuje tukaj. Je pa še vse za videti, kaj bomo imeli tukaj. Ali bomo prišli do te meje, do meje 20 centov, ali bomo to mejo preprosto prebili, kar bi pomenilo, da so biki močni. Zdaj, če se pa ta vzorec izvrši in da medvedi res prevzamejo moč, tem se ne bi obetalo nič dobrega za ta kovanec. Po mojem bi lahko šli celo pod to začetno mejo tukaj. To je 0,005 in pa 0,002. Poleg tega pa imamo ob vsej tej rasti vse od 27. marca 23. leta pa do zdaj, če ste opazili, padajoči volumen. Torej, rast v ceni in padajoči volumen, kar nikoli ni dober znak. Pa pojdimo si pogledati še dnevni graf. Tele meje bom tukaj izbrisal, da nas ne bojo motle. Tako. Pa še tele meje na RSI. Še malček oddaljimo. In ja, tudi tukaj je zelo lepo viden tale naraščajoči, razširajoči klin, ki se je potegnil iz tedenskega časovnega intervala. Zdaj ustavili smo se točno na tej zgornji meji in vprašanje je, kakšen vzorec bomo mi tukaj na tej meji naredili, tako da bomo mogli počakati še par dni. Kar se tiče divergenc, nimamo medvedje divergence, imamo pa eno skrito bikovsko divergenco tukaj, ker imamo dno in nižje dno pri RSI.
medtem ko pri gibanju cene pa imamo, vidite tukaj, dno in višje dno. Tako da rast se lahko v bistvu še nadaljuje. In kot sem že povedal, tarče so zgornja meja tegale vzorca in 20 centov. Je pa zelo zanimivo tudi, kakšne vzorce smo imeli prej. Tukaj smo imeli recimo en lep padajoči klin, ki je napovedoval nadaljevanje rasti. Kot vidite, ko smo ga prebili, smo lepo nadaljevali rast. Imeli smo tudi eno skrito bikovsko divergenco tukaj. Pa tukaj smo tudi imeli en naraščajoči trikotnik. No, spet me ni ubogal sem malo, da označim, torej naraščajoči trikotnik. Je tudi bikovski vzorec in se je zelo lepo izvršil, ampak, kot sem povedal, treba je pogledati tudi večjo sliko. In večja slika trenutno ne obeta nič kaj dobrega. Zdaj, seveda, če pride do take rasti, je seveda ogromno enega veselja in ljudje pozabijo tudi na to, da se pač lahko trg obrne. In vedno je dobro v takih primerih potegniti vsaj glavnico ven. Drugače je pa zdaj tukaj nujno zaspremljati tole zgornjo mejo našega naraščajočega, razširjajočega klina in pa to spodnjo mejo, ki se trenutno nahaja na nekje 8 centih, ampak iz dneva v dan raste. Zdaj, če izgubimo to mejo, se res ne obeta nič kaj dobrega. Tako da razumem veselje, vsekakor, sploh ob taki rasti, ampak treba je biti pripravljen tudi na druge možne scenarije. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. Prvi paket vsebuje dnevnik tehničnih analiz, kjer zapišem, čim se dogaja kaj zanimivega, ali je to na kriptotrgu, ali na delniškem trgu, ali na trgu valut. Tudi zlato in srebro pokrivamo, čeprav zdaj več ali manj mirujeta. Na paketu više pa dobite dostop tudi do Discorda, ki je kar lepo zaživel. Poleg tega pa dobite tudi predogled do posebnih videov in to brez reklam. Poleg tega pa imajo patroni tudi na moji spletni trgovini dodaten popust. Kolikor so prispevali preko Patreona do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobroimetje. In če je vsota dobroimetja večja od vrednosti nakupa, lahko nekateri celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI in MFI, ki se prikazujeta na samih svečkah na grafu, in pa ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki sem si ga povsem domislil jaz sam in sem ga tudi jaz pisal. Prikazuje pa, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Tako potem točno veste, kam se pretaka denar. Ali se to pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Sem morda jaz kje kaj spregledal? Ste morda vi še kje kaj opazili? Kar napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Kaj sledi? Obetajo se kar zanimivi videi. Naredil bom en poseben video, kjer bom debatiral predvsem o tem, česa ne razumejo Bitcoin hodlerji. In na to bo sledil še eden, ki bo razkrinkal ETF laži, ki se širijo naokoli. Tako da vsekakor obetajo se zanimivi videi, ne bo se jih splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se tudi naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil, čim ga objavim. Tako, to je to za danes, jaz vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.